Pozdravljeni, dragi starši. Danes pa video z naslovom Ali smo starši res bedni? Ta video v bistvu nastaja zaradi tega, ker mislim, da v prvi vrsti moramo starši pogledati sebe, poslušati, kaj govorimo in gledati, kaj delamo. Ker nismo vedno perfekt in včasih se res zgodi, da otroci lahko dobijo občutek, da smo bedni in mogoče to celo lahko popravimo. Pa vam bom kar povedala par primerov. Recimo rečemo otroku, pospravi posodo. In otrok začne zlagati posodo, seveda ni najbolj happy, da mora to delati. 3krat smo mu že prej rekli, malo smo mu mogli zatežiti. In on pač zlaga posodo tako. In mi začnemo. A lahko, prosim, ne razbijaš s posodo? Pač posode je škoda, koliko ti bom mogla še reči? Pa dej, lej, pazi pa, a lahko zlagaš po vrst kozarce, pa ne rinaš takole skup, ke bojo popokali. Dej, prosim, pa piskri, lej, kako, to boš vse odrgnil. Ali pa odrgnila, ne, pač govorimo o otroku, zato uporabljam moški spol. In tako naprej, in pač ne končamo s tem našim ropotanjem. Otrok pač zlaga posodo in mi imamo ves čas spremljavo o tem, kako to dela, kako bi lahko naredil drugače, kako bi lahko naredil boljše. Pa mu recimo rečemo, ne smeti, in on pač zakoluta z očmi, prime tisto vrečo, jo nese takole ves pokrčen ven in nejevolen. In mi, če se v škole držu, ti bo grba zrasla, po konce drž, pa zapri vrata za sabo, a misliš, da imamo toliko denarja, da lahko kurjavo čez odprta vrata ven mečemo, pa luč si od zunaj pustil, no, še elektrika, kdo bo plačal elektriko, itak ti moramo vsak dan to posebej povedati, a si boš mogoče kdaj zapomnil. Pejte se učiti. Potem končno gre, se usede. A se lahko po koncu držiš, pa luč si prižgi, saj boš oslepel, ker nič ne vidiš. Lej, pa pol ure si že na isti strani, kaj pa počneš, a sanjaš ali kaj? Če bi malo pohitel, bi bil že zdavnaj fertik. Ocene. Pride otrok domov in reče, mami, matematiko sem pisal 4. Aha, a 4 si pisal? Koliko je bilo pa 5? Saj sem vedela, veš, s takim učenjem ne moreš pisati 5. Pač premalo se učiš. Če bi se en teden prej začel, potem bi imel veliko več možnosti, da pišeš 5. Naslednji dan. Mami, dobili smo rezultate državnega z logike. A res? Kako pa je kaj? 3. sem. Kdo je bil pa prvi? Kako se počutite, ko mene poslušate? A sem bedna mama? Ja, kar priznajte, nič ne bo narobe. Potem je še ena stvar, ki je zelo strupena za odnose med nami in našimi otroki, in to je primerjanje z drugimi. A lahko pogledaš Blaža? Blaž ima vedno vse pošlihtan in njegova mami nikoli nič ne jamra čez njega. Prav, da je vse v redu, da sam od sebe vse naredi, da se sam spomne. A bi lahko bil vsaj en dan tak, kot on? To je pa moja zgodba zdajle, ko jo bom povedala. A veš kaj? Ko boš ti toliko pridna kot tvoja sestra, potem se bomo pa mi drugače pogovarjali. A bi lahko bila enkrat tako kot tvoja sestra, da bi si mi malo odpočili? A bi lahko enkrat v življenju naredila vse tako, da je prav? A bi nam lahko enkrat v življenju manj skrbi delala, tako kot tvoja sestra? In pol ta pa zmaga. Moja sestra je 5 let starejša od mene in jaz sem vse obleke nosila od nje. In pol sem enkrat dobila en tak karirast plašček in čez 14 dni so mi rekli, pač mi je nekdo rekel, mami mi je to rekla.
A nisi mogla paziti na ta plašček tako kot tvoja sestra? Lej, koliko je znucan. Plašček je bil 5 let star. A veste, koliko sem si želela kdaj dobiti kakšno novo stvar, ko sem bila ta mala? A veste, koliko? In a veste, koliko dober občutek bi bil, ko bi si rekla, tudi jaz si zaslužim nekaj novega. S tem sem imela v življenju, ko sem bila odrasla, ful hude težave. Skozi sem mislila, da mi ne pripadajo nove stvari in sem imela ful občutkov krivde, če sem si kaj kupila. Tako da sem imela res ogromen dela okoli tega. No in potem je še ena strupena, nikoli dovolj. Zakaj se ne potrudiš bolj? Zakaj ne vložiš več časa? Če ne bi toliko na telefonu visel, če ne bi toliko sanjaril, če ne bi se toliko ubiral, ne bi zamudil, ne? In še ena stvar, s katero res postajamo bedni starši, je pa to, da nas kar naprej nekaj skrbi. Joj, kam greš? A s prijatelji? S katerimi prijatelji? A so ti prijatelji v redu? Kaj pa njihovi starši delajo? Kaj pa ti prijatelji? Kam pa ta hod? Kakšen pa je? Kakšen? A je odličen? Aha, ni. A zadostan je? A travo kadi? A misliš, da je dobro, da ti s tako družbo okoli hodiš? Meni ta tvoja družba čisto nič ni všeč. Da ne boš zamudil. Joj, a mi obljubaš, da si boš dal kapo na glavo zjutraj, ko boš šel v šolo? Prosim te, ker če ne, se boš prehladil in pa 14 dni ne boš šel v šolo, a veš, koliko boš to zamudil? A te lahko nekaj prosim, a lahko paziš, ko hodiš čez cesto? Mene toliko skrbi, a veš, tam toliko divjajo. Mene res skrbi, da te bo enkrat avto povozil. Ja, to so pač te naše, kako naj temu rečem, zatežene misli, ki jih izrečemo na glas in potem nam rečejo otroci, da smo zateženi, da smo bedni, da so kaznovani, ker so v taki družini doma, da ne zmorejo več, da bi radi starše zamenjali. In vi se sekirate, vzamete to osebno in si mislite, joj, vozim ga, kuham mu, perem mu, lepe cune ima za nositi, nalogo mu pomagam delati, on pa pol meni na koncu reče, da sem bedna. Ja, lejte, ne zato, ker vi naredite dobrega, ampak tudi mogoče zato, ker vi naredite. In v teh primerih, ki sem jih zdajle povedala, ni nobene empatije, ni humorja, ni igrivosti, ni razumevanja. Če jaz rečem otroku, pospravi posodo iz stroja, kje piše, da se njemu to zdajle da, ampak jo gre pospravljati iz stroja. To pomeni, da jaz lahko pridem k njemu, se ne derem oddaleč in rečem, a veš kaj, meni je posoda prišla povedati, da jo boli, ko jo tako grobo zlagaš, a si lahko majčkeno bolj nežen. Recimo, en primer. Pa jih je milijon. Vsak otrok reagira drugače, nekaj svojega si boste mogli najti. Piše 4. A mi lahko poveste, kaj je narobe s to oceno? A mi lahko poveste, zakaj 4 pri vas zbudi občutek, da z vašega otroka nikoli nič ne bo? Po drugi strani se pa te 4, pa tudi cveka, čez 5 let ne boste več spomnili. Lahko mu rečete, a 4 si pisal, a si ti zadovoljen? In mu pustite, da sam pri sebi začuti vrednost te ocene. In da sam pri sebi začuti, a je to pa za njega ok ali ne. Zato, ker če za vas ni ok, to nima nobene veze, to ni vaša ocena. In to ni ocena, ki bo čez 5 let pomembna. Pomemben bo pa vajen odnos. Pomemben bo pa občutek vašega otroka, da kdaj pa je bil ok. Da ni bilo skozi neki narobe z njim. Da je narobe hodil, se je narobe držal, se je narobe učil, se je premalo učil, se je narobe nasmehnil, je narobe gledal, se je narobe zbudil in na koncu eni rečejo, jaz sem se narobe rodil. Pač jaz nisem ok za to družino. Ta družina ni zadovoljna z mano. To se pravi, a lahko delamo manj drame pri ocenah, a lahko obrnemo več stvari na humor, smo bolj razumevajoči in kdaj pogledamo z te perspektive, zdajle se mu to ne da, recimo ne da se mu teh smeti ven nesti in mu rečemo, ko pride nazaj od tistih smeti, lej, res so bile težke smeti in hvala, ker si jih nesel ven, cenim to. Kako jih je pa nesel, pa a je res toliko pomembno? Včasih je fajn, če jim kakšne stvari povemo, ampak vse pa nimajo življenjskega pomena in niso
noben ne bo umrl od tega. Skratka, več humorja, več empatije, manj drame. Zdaj pa polajkajte tale video, če ste se najdeli vsaj v enem primeru. Vsaj v enem. Lahko tudi kaj komentirate, lahko se naročite na ta kanal. Moj cilj je 1000 naročnikov, ta trenutni cilj. In ko bo 1000 naročnikov, bom sigurno pripravila kakšno presenečenje za vas. Tako da vas čakam, naročite se, polajkajte, komentirajte v komentarjih, lahko poveste svojo izkušnjo, lahko napišete kakšno vprašanje, lahko izpostavite kakšno zgodbo, karkoli, lahko vprašate za vašega prijatelja, če vam je neprijetno vprašati za vas. In se vidimo v naslednjem videu, ki bo kmalu. Čau, čau!